sem ga hodila sama. Kaj je sejat? Petek. To je dialog iz legendarnega slovenskega filma Outsider, režiserja in scenarista Andreja Košaka. Outsider, ki so ga snemali skoraj točno pred 30 leti, še danes velja za enega najbolj priljubljenih slovenskih filmov po osamosvojitvi. Podobi mladih Metke in Seada bosta večni. Metka, zašto si takva? Kakšna? Lepa. Andrej Košak danes živi med Ljubljano in Skopjem. S celovečernim dokumentarcem Punk pod komunističnim režimom spet osvaja nekdanjo skupno državo. Moje ime je Luka Hvalc in poslušate podcast Nedeljski gost Vala 202. Andrej Košak, dober dan. Dober dan. Nazadnje sem vas v živo videl na ljubljanski premieri vašega celovečernega dokumentarca Punk pod komunističnim režimom. Konec januarja je bilo to. Bili ste brezhibno napravljeni v punkerja. Vidim, da še vzdržujete ta imič. Vsaka premiera je nekaj posebnega, in sem se dal v to punk opravo, čisto zaradi tega, da malo dvignem film in da po svoje naredim neko vzdušje. Glavni cilj tega filma je bil, da jaz pristavim tisti čas, kakšen je bil, da nekako preko vseh arhivskih posnetkov, ko imamo ogromne arhive, da naredim film, da sem počutil, kako je takrat zares gledati, tako da sem vzel reklame z tega časa, kaj so jedli, kaj so pili, kakve so bile ulice, in mislim, da mi je ratalo to kot neka časovna kapsula. Kako pomemben je ta imič? Zdaj bo premiera v Beogradu, v Opatiji, tudi v Nemčijo še greste. Zanimivo, ob robu premiere sem govoril z znanim ljubljanskim frizerjem Stevom Pavlovičem, mimogrede poleg škari in navijaštva tudi punk fanom. Namignil mi je, da stoji za vašo punk frizuro za posebne priložnosti. Za punk je kar ključna frizura, ne? Moja je ključna frizura, ampak jaz mislim, da bolj ključno, o čem poješ. Jaz mislim, da tisto, kar je bilo unikatno in kar sem jaz izpostavil s filma, da razen punkertov so vsi teenageri. In takrat, ko si ti imel 18 let, so te poslali v vojsko in zaradi tega večina punk bandov propadne. Jaz ne vem, da bi kjerkoli na svetu bilo kakšno gibanje, ki bi tako mladi, razumeš. Vi ste letnik 65, 12 let ste bili stari, ko so punkerti igrali na gimnaziji Moste, ne? 12 let sem bil star, ko so punkerti igrali. Tam vas sicer ni bilo, bili ste pa leto kasneje na Stranglersih, bil sem, še ne 13. 8. junija 78 je bil koncert Stranglersov v Hala Tivoli in je mama peljala mene pa brata na koncert. Ker takrat smo se že slišali, za Stranglers doma sem je ploča No More Heroes in to je bil moj prvi koncert, to pomeni, da sem 12 let, pol čez en teden sem bil pa 13. Tako da smo strašno mladi začeli in bili smo strašno iskreni, takrat je bilo zelo važno, si ti punker ali si kvazi punker. Te neke debate. Ne šminker, bi rekel, šminkeri so čisto druga scena, oni so poslušali John Travolto. Bee Gees pa Travolto, razumeš, mi smo pa prav sovražili, John Travolta je nekaj za naš najhujšega, kar se je dogajalo. Drugo pa smo bili v bistvu prva, jaz bi rekel, najbolj izobražena generacija. Mi smo že takrat, če sem pred 12 letih že šel na koncert, to meni, da ko sem 90 let, sem že poslušal, prej smo mi že obdelali Beatles, Rdeči album, Plavi album, potem Stonese, Huje, Suzi Quattro, Svite. In tako, da je prišel punk, je bil nekako, a veš, takrat je tudi ogromno tega teženja, neki Led Zeppelini, pa so laže po 15 minut, razumeš. Punk je bil pa hiter, udaren, razumeš, in tako nekako. Za dokumentarca vas poznamo tudi kot člana punk benda Doza, tekstopisec ste bil tudi, rajš imam denar kakor čeke. To sem si nekaj približil. Sebe, kakor tebe, rajš imam denar kakor čeke, egoist. To sem napisal, ko sem mislil 30 let. Jaz mislim, da tudi danes bendi nimajo tako dobrih refrenov. Samo kartice so na mesto čekov, drugače pa vse isto. Ja, ne, veš, kaj bi rekel, mene je vedno presenetilo, koliko je dobrih tekstov takrat. Veš, kaj mene je vedno mot pri teh slovenskih bendih, da so teksti res slabi, neinventivni, nima pravega pogovornega jezika. Tako da bi rekel, pri teh punk bendih so bili pa teksti odlični in še danes dobro zvenijo. Jaz ne vem, če bi imel kakšen, na primer, reper tako dober song, kakor je bil za boljši jutri od Ljubljanskih psov. Rajš ima sebe, kakor tebe, rajš ima denar, kakor čeke. Mislim, to še danes dobro zveni. Tako da bi rekel, mislim, tu bi izpostavil, da zelo hitro so te teksti postali tudi osebno izpovedni. Teksti Braneta Bitenca so bili že
so bili že pri bendu Berlinski zid strašno, jaz bi rekel, šokantni možgani na asfaltu. Mislim, to je bilo prav šok, ko sem jih prvič slišal, o čem on poje. Pa se je pojavil Esad Babačič, ki sta nekaj časa še celo skupaj v bendu Viofenziga. Razumeš, z Proletarjem, ki je tudi danes hit, razumeš. Kaj bi rekel, bili smo iskreni, bili smo izobraženi in bili smo polni življenja. In jaz mislim, da to bi najbolj intenzivno obdobje, jaz bi rekel od tam 79 do 84. Potem sem mogel pa vojsko iti. Je bilo pa včasih tudi kakšen šum, ne, v komunikaciji glede koncertov. Menda ste enkrat v Ribenci naleteli na veselico, oziroma vse publika je mislila, da boste novi fosili, tako rekoč. Ne, oni so mislili, da bo to plesne in so pa šli oblečeni tako za na ples, razumeš. Ribenčani, ja. Ribenčani. Prvo so nam pokazali, da ima samega hipija v celi Ribenci. In ko so prišli na koncert, igrali smo v Berlinski zid, Ljubljanski psi pa Doza, je bil šok in potem sem prvič videl, ko se flašna glava razbije, je bil masovni pretep. Oni so mislili, mi bomo igrali srebrna krila, kaj tašnega, kakšna srebrna krila, ko so videli tam ta punk, to energijo, pa takrat pa še nek 100 punkov iz Ljubljane, tako da bi težek nesporazum. Mislim, bili so taki nesporazum. Ljubljana je bila ok, ampak če si pa kje okol, pa nikoli nisi vedel, kaj se bo lahko zgodil. Je pa bila muzika na nek način tudi pobeg iz sivine ali pa tudi orodje nekega aktivnega državljanstva izven predpisanih vzanj socializma, če si lahko dovolim. Predvsem sem imel pun kufr vseh teh partizanskih filmov, pa teh proslav, pa pionirčki, pa uno, pa peto, pa razumeš. Ljubljana je bila zelo dolgočasna, siva, sicer urejena, ampak nič se ni dogajalo. In ko je prišel punk, je zelo hiter. Prvi so ljudje, mislim, v Stopoteki, v disko so vrteli pol ure punka, tam od pol 12 do 12 ali od 12 do pol enih. Potem so neki tematski večeri v disko Študent. Potem je pa disko Študent prevzel Fave, je pa to Fave. In potem so bili tam od leta 81 do 83, mislim, da smo bili, redno smo hodili v disko, videli smo tam noter vse možne bende. Jaz, takrat, ko sem delal Outsider, sem šel pogledati, kako to izgleda. In ne moreš verjeti, kako bi to neki mehen prostor, nizki stropovi, vsi so kadili, ampak takrat je bilo tako, to je v bistvu najbolj podoben tisti sceni v New Yorku, CBGB, kjer sem nastopil, Ramones, Blondie, pa Talking Heads. Bila je scena, razumeš, šlo se je dogajalo, bendi so bili novi in kar je presenetljivo, da je bil vsak bend je bil čisto specifičen, so imeli specifičen sound, specifična besedila, razumeš, drugačne so bili, noben ni kopiral nobenega. Plošče so prihajale tudi iz tujine, ne? Marin Rosić je tudi eden izmed protagonistov filma Punk pod komunističnim režimom, velik fan Sex Pistolsov, mama mu je prenesla prvo ploščo iz Londona, bolj po slučaju, to tudi omenja v radijskem dokumentarcu Vala 202 o punku, ki ga objavila kolegica Klara Zupančič. Marin pa zanimivo razmišlja, ne, da jugoslovanska licenčna izdaja kultnega albuma Nevermind the Bollocks ni šla, ker ne bi se band norčeval iz kraljice Elizabete in da je posredovalo britansko veleposlaništvo. Tako je bilo, mislim, da Igor Vidmar je nagovoril Slavo Žižka, da ne piše nekaj, da je izdal Nevermind the Bollocks. On je res napisal in ti naši so poslali to angleško ambasado in angleška ambasada je rekla, da ne priporoča to, da se izda. Drugo pa tudi po Evropi je bilo težko dobiti Nevermind the Bollocks. Žena od mojega očeta je hodila, ne vem, po več državah in jaz sem ji naročil to pločo in potem je v Švici dobila izpod pulta in nekdo je to prodal. Tako da ta ploča se ni posod prodala, ker je bila nevarna. Kraljico. Vse dopisi so takrat skozi se nekaj dogajali, skozi so bili škandali okoli njih. Jaz sem prvič slišal v svoji ulici, da obstaja band Sex Pistols. V Savskem naselju? V Savskem naselju, ja, da obstaja nek band Sex Pistols, v kakšnem ime. Po premieri filma v Kinu Šiška, tako neformalno pogovorih, se mi zdi, da se stopali ne kritiki, ampak vprašanje, zakaj v filmu ni Petra Lušina, pa zakaj morda tudi ni skupina Njet. Jaz sem mogel nekaj prekiniti. Njeti so bili ravno na tem prehodu med punkom pa med hardcorom in so bolj spadali v hardcore. Petra Lušin pa, ne vem, jaz sem vzel Grega Tomca, ker mislim, da je bil Grega Tomc bil ključni član, ki je prepeljal punk. On je kupil prve plošče in je bil to tekstopisec in sem rekel, a veš, vedno mi zanimivo vzamem nekoga drugega. Da niso vedno eni in isti ljudje v teh dokumentarcih. Jaz mislim, da mi Pero ni zameril zaradi tega, ker se je Grega lepo povedal, kako je bilo to. Zanimivo je mogoče, kar je tudi videti malce v filmu, ne? Tudi manj razkorak med različnim statusom takratnih punkerjev, ne?
recimo z delavskega razreda, kot je recimo rumeno, ne proletarja ESA, da pa potem mogoče bolj iz meščanskih družin, kamor pravzaprav odkot izhajate tudi vi. Seveda, ja. A veš, kako takrat sploh nas to ni zanimalo, tako kot ni benga zanimala, a je kdo veren. To je bilo za nas science fiction, nas ni zanimalo, kdo je kako, vsak je bil sam doma in tako je naredil žur, tako da teh razlik ni bilo in tudi ni bilo nobenega seksizma, rekel, da bi bilo to. Punk je bil prvi, ki je bil enakovredno bil do žensk, razumeš, tako da pol se je tudi pojavili te, kaj bi rekel, ne vem, odprte glave smo imeli, ni nas motili, nobenega seksizma ni bilo, ne. V bistvu tudi ni bilo nobenega nacionalizma, da bi rekel tako. So bili tudi kakšni, ki niso bili Slovenci, pa smo jih tako sprejeli. Med sabo, a veš, jaz sem že začel pred 12-13 leti hoditi v mesto, če sem v Savsko naselje. Tam so Savska banda, pa podobne zgodbe bile, razumeš, bilo neprijetno skozi. Jaz nisem mogel skozi hoditi z igralcem Primož Petkošom, Petkom. Z bodyguardom, da je kot moj bodyguard in smo šli pol v mesto in pol smo videli, da v Rivu se zbirajo punksi, potem bi še Medex in smo hodili v mesto. Se pa prijel punk tudi nekje na podeželju, kar tudi namignete v dokumentarcu. To nas je takrat malo presenetilo, da... Ne, v Ribnici, pa recimo, ne vem, rečemo v Idriji, ne, pa... Ne, v Idriji je bil punk, razumeš, Metlika, pa Trate. Razumeš, hecne, da v Mariboru ni bilo nobenega resnega punka. Oni so bili bolj za jazz, pa ne vem kaj, mislim. Čudno, ker tam je več delavskega razreda. Ampak jaz mislim, da ni bilo to. A veš, ta perspektiva punka je bila bolj... kako mi kot mladina čutimo, razumeš, in kje so problemi in v bistvu kaj ne smo v tej družbi. Zdaj, na prvi tis bi rekli, ne, da ste punkerji bolj leve provenience, ste res? Ne, čisto vsi, ne? Ne, zelo različne. Jaz sem presenečen, da kakšne od teh punk rockerjev so pravzaprav desničarji, ampak, a veš, kaj pa sem... Z leti verjetno tudi malo, ne? To, kar sem videl v dokumentarcu, takrat sem mislil, pogovarjali, da eni so bili tudi verni, ne, in so imeli tudi zaradi tega problema. To nas pravzaprav ni zanimalo, to je bilo za nas science fiction. Nas je zanimala glasba, nas je zanimali družbeni problemi, ampak kaj pa kdo, pa kaj so njegovi starši, pa nikoli ni bilo važno. Naprimer, jaz od Babačič tam je res revšna doma, se smo imeli enkrat žur prnemu, pa je izgledalo precej jadno, razumeš, ampak to nas ni motili, mislim. A veš, takrat smo se blazno veliko družili, blazno veliko smo se pogovarjali, hodili smo v kino, gledali smo filme, poslušali plošče, veš, bilo je to, ta neka kreativnost. In to je bilo, ne vem, sreča na ključe, razumeš, ker ne prej ne pol ni bilo nobene take scene, ki je bila toliko močna. Andrej Košak, vaš prvi punk izbor, glasbeni za tole nedeljsko dopoldne bo... Pa grejo začeti Berlinski zid, oni so enih prvih možgani na asfaltu. Pa sem za prekleti svoji sobi, zaletava se z glavo stene, ne moram se pogledati skozi okno. Možgani pire sviro, priskali po smrtjenem asfaltu. Ljudje pikotili mimo in se smejali. Nedeljski gost na Valu 202 je Andrej Košak, slovenski režiser, ki se z dokumentarnim filmom Punk pod komunističnim režimom spominja svoje mladosti in pa mladosti seveda svoje generacije. Film je te dni na ogled tudi v Beogradu, kmalu gre v Opatijo, pa tudi v Berlin. Tudi sicer pa je obkrožil že lep del nekdanje skupne države. Andrej, kako ste pa bili vi osebno pod komunističnim režimom? Ste jih kdaj v narekovajih ali pa brez dobili, morda bili v priporu, tako kot vaši kolegi? Ne, parkrat so nas tam pobrali na cesti, ki niso imeli osebnih ali pa kaj težili, ampak drugače ne sem takrat srečal, da nisem bil v benmu bendu, oni so se bolj spravljali na bende, na pevce. Frontmene. Tako da, ja, na frontmene, ja, predvsem Bitence je bil, pa Esat je bil zaslišen, pa Marijo Šeliha so zaprli. Je bila vsak dan represija, vsak dan so to ustavljali. Kaj imaš te beč, kaj to pomeni, ne vem, zoprno v bistvu. Ampak jaz mislim, da razumeš, da je policija malo zamudila, razumeš, takrat ne. Ker takrat je partija mislila, to je moda, pa to bo 2 leta trajalo, pa bo konc. Ni bila moda, ne. Takrat, ko se je zgodil prvi novi rok, so to videli, da je to 4-5 tavžen ljudi, pa verjetno še več bi bilo, če bilo večja dvorana. No in to bi tudi razlog verjetno za naci punk afero. So bili pa šokirani, recimo na primeri nekega filma, ne, o Clashih v kinu Bežigrad? To je bila pa otvoritev kina Bežigrad. In so vrteli od Clashov film Rude Boy. In vse je prišlo 100 punk rockerjev, ki s pivom noter žurka prepevali. Takrat je bilo pa že v dvorani ene par policajev v civilu.
In potem, ko so ne 3-krat film prekinili, ne, so nas usedali ob zid, z rokami ob zid in vsi smo začeli peti Njede nema bolje v naši policiji. Tako da to je bila prva in zadnja, že so ta film v Sloveniji prikazali. Lud boj ob 4 kino Bežigrad. Kako se je vaša generacija, pa tudi vi osebno, kako ste se potem znašli recimo v tem novem režimu? Ne? To je zgodovinska sprememba. Slabo smo se znašli. Se vidiš, da takrat sem eno partijo, zdaj imaš pa 7 partij. Tako da je 7-krat več problemov. Kaj bi rekel? Dobro, vi ste po osamosvojitvi prosperirali kot režiser. Takrat je televizija kar odprta. Jaz se spomnim, sem začel delati zelo zgodaj, potem sem delal za Studio Ljubljana in jaz mislim, da največja napaka RTV Slovenije, kar se jim v bistvu danes maščuje, je, da so tako ukinili Studio Ljubljana. Če bi Studio Ljubljana ostal, razumeš, televiziji zdaj fali kreativnih kadrov. Razumeš, vse plače imajo, kamere imajo, razumeš, dnevnice in verjetno tudi plačujejo, razumeš, ampak ti imaš kreativno se nekaj spomniti. Jaz sem takrat praktično imel vse vdaje so bili hitne. Velik hit je bil Videošpon, ki je čisto slučajno rato z Jonasom in je potem so vsi ga gledali, od politikov do mladih. Razumeš, pol dobro gledano oddaja je bila tale Poglemje, razumeš, kot bi tak nek Strassen flirt, razumeš, in potem sem pokončal k TV kariero z najdražjo oddajo z Mišo Molk, Res je. Razumeš, tudi produkcijsko verjetno najbolj zahtevnih. Moja produkcijska bila ena najbolj zahtevnih, ampak a veš, ti rabiš kreativne ljudi in Studio Ljubljana takrat meni 100 ljudi, ki so bili kreativni iz zelo različnih provinenc pa izobrazbe in to zdaj fali RTV Slovenije, to se zelo vidne. No, kako bi pa lahko rekla, ne, da je vaše slovo od mladosti zagotovo film Outsider, ki ste ga snemali praktično točno pred 30 leti. Ne. Zdaj z distance, zakaj in kako je doživel res tako velik odziv in dober odziv? Ne? Prvič je rešil ene ključnih problemov. Bili so neki novi obrazi, razumeš, bila je dobra zgodba, bilo je emocije, razumeš, moderni je bil, vsi so bili debitanti na tem filmu. Debitant sem bil jaz, kot scenarist in režiser, debitant je bil Pepi Seklič kot scenograf, debitant je bil Sloven Peponi kot direktor fotografije, debitant je bila moja sestrična Karin Košak, razumeš, in debitant je bil Saša Lošič. In to je bila neka energija. Takrat sem jaz zamenil producenta, potem sem jih film vzel in potem je vletel Francis Slak kot moj profesor, da bo on producent. Mi smo takrat šversali Davor Janiča in potem so ga v Ljubljani... Sejada, ne? V filmu, ja. Ja, potem so ga v Ljubljani aretirali in potem smo šli na sodišče in smo imeli najmanjšo kazen in pol legaliziran. In tako Davor Janiča sem poznal pa še odprej, ker sem bil asistent po Rajku Grliču, pri zadnjem velikem jugoslovanskem filmu Čaruga. In tako da sem vedel, da z njim film stoji ali pa pade. In jaz sem vedel v bistvu kot dober igralce. In moram reči, ta neka energija, ta neka povezanost, razumeš... Tudi ta ljubezenska zgodba, ne, med Metko in Sejado, med Nino Ivanič, pa Davorjem Janičem. A veš, iskren film, v bistvu to je edini kultni film v Novi Sloveniji, ki vejo ljudje vse dialoge, ne, na pamet. Čim nekdo reče Metka, je tako, šta je Metka petak, razumeš, šta ti je ono A.O. Živim na 100 godin, ne bi znal, da postoji grupa seksualni pištolji. To so neke zadeve, razumeš, ki ostanejo. Ki so se zgodile tudi spontano, ne, med snemanjem, ta A v O. Ja, to je bila ena scena, takrat sem rekel, rabimo eno sceno zasliševanja, ne, in smo jo v 10-15 minut napisali, jaz, Esad, pa nekdo bi še zraven, posneli in ta je bila pol legendarna, ampak veš, če imaš ti neko inspirativno temo, se vedno najde in bilo je neko kreativnost duše. Ste vi na nek način Seat? Ne, jaz sem go rastel v vojaškem bloku, čeprav starši so bili ekonomisti in nisem imel veze s tem, tako da sem soseda, ker jaz tam tepel, in tudi strelil, za nov let. Pa sem pa to nekako združil. Mislim, da takrat, ko sem delal pri Rajku Grliču, mi je prišla ta ideja, da bi to, in prva ideja je bila, da se ubije na isti dan, ko umre maršal Tito in da ukinem Jokom z enakom, ne za maršalom Titom. Že to je zelo tak pankerski koncept. Pa malo slovensko tudi, ne, samomor. Ja, ne, jaz mislim, da to je film o prvem objemu, niti ne o prvem poljubu, objame, da tam to vzame, je nekako obračun z mojo mladostjo, ker takrat je bilo konec Jugoslavije, da rečemo, ker Tito umrl, potem je bilo samo še, kaj pa sem, čakali smo, takrat se je pojavila prvič od kriza. Mimogrede ste Titovo smrt res pričakali v Riju in popili pivo vseh ostalih žalujočih, ki so šli domov? Res je, bili smo v Riju, in imeli smo vaje z bendom Doza in potem smo šli, bila je nedelja in smo rekli, gremo še na pivo v Rio, mislim, še z bobne smo na sabo in potem, razumeš, kar naenkrat začne ljudje vstajati in hodijo ven in pride ta nek Črnogorc,
povedati Kellner, ne, da je Tito umrl in jaz sem nekoliko kaj pivo ostalo. Mislim, veš, zabavni smo bili, kaj pa sem, mislim. Ste imeli vi takrat kakšno insajdersko informacijo o Titovem stanju? Mislim, da je bil vaš stric v konziliju, če ta informacija drži. Od detka brat, Miro Košak, ki ga je operiral, ja, ne, ni. In jaz sem ga vprašal, noče nič povedati, v bistvu, ker sem jaz srečal ljudi, ki so Tito osebno poznali, noben ni rekel slabe besede v njemu. Tako bi rekel. Po svoje pa takrat Jugoslavija je bila neka dežela, 80 leta so bila strašno produktivna, v glasbi, v filmu, Zlato palmo dobili v Kanu. Skratka, ampak potem ta prelom se je zgodil nekje, mislim, da med 84 pa 85. Jaz sem šel v vojsko avgusta 84, prva generacija tiska smo imeli 15 mesecev in takrat mi, naprimer, sem se dopisal s Pero Lušinom pa z Jožico Brodarič in se spomnim, da mi Jožica ne pisala, a veš, Andrej, noben se več ne obada z glasbo, vsi se obadajo sem s politiko in ko sem prišel nazaj, se je dejansko začela ta politika, ne vem, postale malo manj zabavno, kot je bilo prej. No. Če se samo še vrneva Outsiderju, ne, film je doživel veliko odmev tudi v državah nekdanje Jugoslavije, ne, menda v Sarajevo za Slovenke še danes pravijo Metka. Ja, še vedno pravi Metka, takrat so imeli v Beogradu 50.000 gledalcev, v Zagrebu 10.000, sam sem bil, mislim, zelo visok po izposoji VHS-a. VHS je bil seveda, ja. Hrvati niso imeli denarja, pa so VHS kupali in gledali tako, cel blok pa to. V Sarajevu je igral en let, ja, tako da Outsider, jaz sem zelo presenečen, da bi v Beogradu, ne, takrat še pod Miloševićem zanimivo so vas promovirali, ne? Ja, takrat sem promovirali domači film slovenskega režiserja. Ja. Takrat se je spomnil, prvi smo imeli tiskovno konferenco maja in že takrat je bilo tam 40 novinarjev, potem smo pa prišli 3 dni pred premiero v septembru in smo imeli vsak dan tako lepo, 10-12 intervjujev, tako da smo imeli prav zmahanje odgovorjenja. Takrat smo tudi prišli na RTS, ker celo srpski filmi niso bili na dnevniku, mi smo bili posle 10 godina slovenski film, tako da veliko je bilo. Mislim, da smo imeli nekaj šoferja, ki bi obenem tudi naš bodyguard. Ko sem bil, da ima malo bolj debel vrat paketno, smo pol poštekali, da je v bistvu, ker takrat nisem vedel, so bili še neki četniški časopisi, nisem vedel, kakva bo reakcija na Slovenijo pa slovenski film. Ampak reakcije so zelo dobre. Jaz mislim, da še zdaj v Beogradu je Outsider en od kultnih filmov, no, ker so se ga zelo zapomnili. Predvsem pa v bistvu edini film, ki ima dober rezultat po celi Jugoslaviji, od slovenskih, moram reči. Zvonjenje v glavi, ne, verjetno vaš največji projekt, ne, finančno, tudi produkcijsko, spet malo nostalgije, ne, kader s finalom svetovnega prvenstva košarke v Ljubljani leta 1970, Šugman kot glavni protagonist. Film ste zanimivo prikazali tudi v zaporu na Dobu. To je bilo kar pogumno, ne? Ja, bilo kar pogumno, ker mi smo tja prišli pa ponovno tako prije na te projekcije filmov, na Dobu prije 20-30 ljudi. Tukaj pa šlo pa 150 ljudi, pa ti imaš 3 paznike neoborožene. In mi smo se že kar malo ustrašili, kaj pa če pa zdaj prišlo ponovno do kakšnega izgreda upora, ne. Razumeš? In potem, ko smo film, strašno dobro so reagirali zaporniki in je prišel eden, ki ga je igral Uroš Potočnik in je rekel, jaz sem Johan. In takrat je prišla fikcija in realna skrb in on je rekel, tako je bila, odličen film ste naredili. Tako da, veš, to je bilo po scenariju Draga Jančarja, pa vendarle čisto zadovoljni najbrž niste mogli biti na koncu, ne? Pa ne vem, kaj, to je bil blazen težek film, to je bilo 49 snemalnih dni, jaz sem bil nekje bolan svet filma, ko smo snemali, strašno velik zalogaj, mislim, jaz sem ponosen, na eni sceni sem zelo ponosen, mislim, to je zelo težek film, če pogledaš ti ogled tekme, pa upor, pa to so največje sekvence slovenskih filmov. Niti ena sekvenca nima to kadrov, kot naprimer upor. Ali pa to. Kaj pa sem, a veš, to, ko smo pravca, da je sreča, smo bili tu, jaz bi rekel, nesreče. Ampak jaz mislim, da film stoji, jaz mislim, da je to tudi najboljša vloga Jene Šugmana na filmu. In po svoje moram reči, da težek film, ampak sem kar ponosen. Pa takrat sem bil tudi producent, tako da sem rekel, nikoli več se ne bi s produkcijo obadil. Res. Razumeš, jaz sem bil takrat dolžen 300.000 mark, razumeš, in potem sem prosil, da so na filmskem skladu naredili komisijo in dejansko sem videl v filmu, da je vse zapravljeno za film, da nismo se mi honorarji v žep dali, ampak da smo dejansko delali, razumeš, en zelo zahteven projekt, scenografsko je bil ogromen, ko mi smo zgledali zid, pa osmotračnice, pa je pa ta retro moment, že omenjena, ne, košarkarska tekma, finalna, ne. Vem, da ste tudi kar fan Luke Dončića, ne. Je on filmski lik? On je absolutno filmski lik.
skozi se nekaj okoli dogaja. Jaz sem nikoli nisem gledal športa. Meni je zanimivo dobro, takrat, ko sem učen, pa ko sem bil v istem klubu, Rok Petrovič, se pravi B selekcija, oni bili takrat že A selekcija, pa že kolanje pobiral mladinske. Moram reči, drugo pa Dončić Savska naselja, štem pa to Savska Rulsne. Že tega, mislim, jaz, ko sem njega videl, pa ta nasmešek, pa to neka poštenost, pa ta neka igrivost, ga spremljam, ja, in pravim, da Luka Dončić je, mislim, top tip, no, mislim, razumeš, pa se tu vidiš, koliko denarja se okoli njega obira, pa Nike ima njegove patike, pa razumeš, on je nekaj do božga, kar je Slovenija vam dala. Ker drugače me pa šport res ne zanima, nisem ta. Jaz sem vedno bolj umetnik, moj pokojni brat je bil pa športnik. Je igral za Olimpijo, fuzbal, pa tako, pa rokomet, pa vse možno. Jaz sem pa vedno slikarstvo, pa ne, v 4. letniku gimnazije sem igral, ki me profesor Potokarjev prosila, 3 leta ne grem v igralski krožek in potem sem šel v 4. letnik in smo igrali Nosoroge od Evženji Juneska in smo takrat, ko smo mi nastopili, mi igramo neke birokrate, je bil aplavz na odprti sceni. Za zanimivost je pa v tej skupini bil tudi pevec od Buldogov in vaš zaposleni Damjan Zorc. Ja. Skupaj se je igrala. Ja. Mislim, celo prvo repliko sem rekel, gospod Botar, lažete. Tako se začne. In takrat smo, ja, fajn je bilo, no. Je pa zanimivo, ne, mogoče v primerjavi z drugimi državami, tudi Balkanom, ne, da so pri nas poleg športnikov, oni so posod zvezdniki, morda politiki tisti, ne, ki so vsaj največ v medijih, pa tudi... Grozen je, razumeš, se nimaš kaj brati več, če se pisi, sam še politika, sam še te neke obraze gledaš politične, razumeš. To, kar se mi ubadamo s politiko, jaz ne vem, če se kje na svetu. Da smo skozi neki jaz bi rekel, na meji neke revolucije ali pa vse vidiš, a veš, po svoje socializmu je bilo politika manj. So imeli te partijske kongrese, pa so te praznike, drugače pa je ni bilo. Pogrešate tu mogoče kakšno drugačno kritiko, upor, ne, vi včasih napišete kaj na omrežjih, recimo kritični ste do Zorana Jankovića, nazadnje ste se obregnili ob njegovo vztrajanje, da gradi garažno hišo pod tržnico. Lej, tako bom rekel, jaz sem Ljubljančan, pa moj dedek je bil Ljubljančan, pa tudi pradedek je bil Ljubljančan. In tržnica je taka, kot je, jo vsem všeč. In kaj ne dira lava, dok spava, bi rekel Srbi. Ti ste v redu, kaj boš ti nekaj popravljal? A boš ti zdaj umetniško sliko popravljal? A boš tam malo polepšal Monalizo? V enem Parizu bi to bilo to, sploh ne bi se o tem debatirali, to bi bilo takoj proti. Ja, seveda se včasih, noče se postavljati ono, ker se mi da s tem obajati, potem te pa citira po časopisih, pa ne vem, takoj si razumeš komunist ali pa ne vem kaj, ali pa mislim, ampak seveda sem se javil in sem proti. Kakva garaža v tržnici? Prosim, lepo, no. A veš, kaj tašnega se v enem Parizu nikoli zgodi. Ampak super je ta vaš lucidni cinizem do slovenskih politikov. Nedavno se recimo neposredni, lahko rečemo, punkerski manjeri na omrežjih, 2 predsednika, zdaj praktično že vladnih strank, Anžeta Logarja in Jerneja Vrtovca, med nastopom v Odmevih označili za Beavisa in Buttheada, legendarna lika z MTV-ja. Tako ste me spomnili na Une 2, no, res ste me spomnili na Une 2. A še časih, ki še tako spustim, no, ne, da bi se ubadal s politiko, se mi res ne da ubadati s politiko, niti se mi ne zdi to nekaj, da mislim, spremljam politiko, tudi svetovno politiko spremljam, razumeš, pa bi rekel, včasih moraš kakšno spustiti, razumeš. Predvsem, kaj veš, pol časa živim v Makedoniji, pol časa živim tu, tako da neko tako zdravo distanco do slovenskega prostora. Kateri film ali mogoče žanr bi najbolj ustrezal recimo trenutni slovenski politični diagnozi? Pa se sem naredil, vsi proti vsem, nekaj televizija še enkrat zavrtice, tam je zelo jasen. Vsi proti vsem, ne? Ja, a veš kaj, tam jaz lepo pokažem, da pri nam kriminal ne prihaja od spodaj na zgor, ampak obratno. Pri nam kriminal prihaja od zgori na vzdolj, to pomeni od županov, politikov na vzdolj. Te neki sitni kriminalci so pa smešni, niso to neki resni. Razumeš, kot v neki Italiji ali pa to imaš ti mafijo in potem mafija počasi preleze gor do države. Pri nam pa država mafijsko deluje na vzdolj. Tako da ta film je, pa sem še kakšen film na to tematiko naredil. Andrej Košak, vaš drugi glasbeni izbor. Pa dajmo Ljubljanske psi za boljše jutri. Veter naj se praktično vrečke po cest in starka gre ob 6 posadje v mest. Tovarni so priške, tekoči trak in delom stika nesnažen zrak, saj in tako šli neč moj. Kot je bil včer je danes, jutr zmer. Nedeljski gost na Valu 202 Andrej Košak, slovenski scenarist in režiser.
Andrej, vašo režisersko kariero ste začeli z režiranjem tudi videospotov in, kot ste že omenili, televizijskih oddaj. Kot že tudi omenjeno, ste najbolj zasloveli z režijo videošpona z Jonasom. Kaj je bila takrat novost, da ste bili vse skozi v dialogu z voditeljem? To se čisto slučajno zgodilo. Videošpon je bil in takrat so vsi gledali to. Imeli smo v bistvu najslabši termin, 7:15 na času Dnevnika, ne na drugem. Času Dnevnika, ampak se je tako zgodilo, da naprimer so tudi politiki gledajo 10 minut Dnevnika, potem pa prešalto na videošpon. Komentar na dvojki. Komentar. In to je bila neka oddaja, taka zdrava improvizacija. Jonas je bil v formi, bil je tak anti-junak. Meni je žal, da je kasneje šel v te milijonarje šove, ker je imel, jaz mislim, najboljšo pozicijo biti zajebancija na vse te, v bistvu to klasično televizijo, ker je tako korna. Ampak zvezda ste bili tudi vi, da ste dobivali celo darilo od oboževalk. Pošta, pa risali so me, pa imeli smo audicijo za tajnico režije. Ja, bilo je seveda to. Mislim, to se je prej zgodilo, preden je bil na MTV, mislim, da je Rejkuks, je me tam nekaj snemalcev se pogovarjali. Mi smo to prej naredili. In tam pa sem, to je neka taka zdrava zajebancija, bi se rekel. Naprimer, jaz se spomnim, mi smo spremljali tiste telefonske klice, ne. In je klicala tam ena, čuj ti, kaj bi lahko prišel noter, sem vprašal, je blond. In ona je rekla, ja, da sem blond, zakaj, no, to bomo spustili program. In prvo, razumeš, čuj, zakaj me režiser vpraša, če sem blond, in cela Slovenija se smeji, ampak takih vicov je bilo, kukrih češ. To je bilo danes že politično korektno, verjetno, ne? Politično korektno, veš, ta politična korektnost bo spravila, da sem ne bo mogel več izražati. Mislim, bilo je tako duhovito, neškodljivo, razumeš, je bilo, naprimer, da Jonas sploh ni prišel, da on ne more priti, ker je prometa to, pa smo bolj objavljali, zdaj na tej ulici, zdaj tu zastoji, ne vem. Kako pa je bilo delati z Melanijo Knaus? Vi ste jo futuristično postavili, ne, za bodočo predsednico Združenih držav Amerike, skupaj z Jožico Brodarič. Ja, tako je bilo. Ja, ne vem, mislim, da Marina Mazovecki, ki zdaj živi v Los Angeles, Jožica je klicala, pa je ona priporočila. Šlo je za spot za Muro, mislim, da ne? Ni bilo za Muro, to so bili tisti fashion spoti pri Jožičini vdaji. Jaz mislim, da sem jih enih 5-6 naredil. In takrat sem, kot da bi začutil, sem dal neke posnetke iz Amerike. Z DC9 prihaja, ne? Ja, takrat so bili taki časi, da noben nič računal. Takrat je bilo še tako, da so bili ljudje dobri, pa dobro naklonjeni, pa televizija je velika stvar. In so posodili DC9. Posodili so DC9 in ko prijem na Brnik, so rekli, gospod režiser je v redu, ali mi imamo premaklo. Sem rekel, ni treba DC9 premikati. Ne. In takrat smo tudi dobili limuzino, pa policaji so nam dali motorje, pa tako da je bilo, kaj je bilo ona simpatična, jaz prvi, ko sem pazil, da je imela strašno lepo obraz, sem rekel, Joži, tale pa res ima lepo obraz. Drugače je pa taka, preprosta, nasmejana, nikoli se ne bi mislil, da bo tako daleč prišla. Ste videli, prvo damo? Ne. Takrat, ko je lepo zbrana, sem intervju za New York Times, Washington Post, za 30 intervju. So iskali malo rumene vsebine, verjetno, ne? Iskali so rumene vsebine, sem rekel, pa nimam kaj povedati, ne, mislim, vse bila tam nasmejana, pridna, razumeš, problemov ni delala. Drugo sem pa prišla, kaj mislila, da bo ona, sem rekel, fashion icon. In dejansko ona je fashion icon. Zdaj pa, če ljudje pričakujejo, da bo ona neka intelektualka, pa se pa motijo. Ona je pač manekenka in prva dama. In zna se lepo oblačati. Ostalo pa ne bi komentiral. No. Me pa zanima, kako je to, ko se sinom pogovarjajo, pa z detkom, kako Trump gleda, ker nič ne razume v slovenščini. Lahko da mu pravi, da je čisti buksel, on pa nič ne razume. Andrej Košak, kako vam ta naredi sam punk doktrina pomaga v nadaljni karieri, tudi mogoče v življenju, ne? Ma seveda, razumeš, naprimer, še prednje je bilo to AI, pa vse to, ne, razumeš. Mi še strašno na živce plačuješ tam nekaj ljudi, da ti prevajajo scenarij, tako da sem jaz že 20 let prevajam sam scenarij, ker se mi da čakati nekoga, pa gondga, pa prosi, da bo to naredil, razumeš. In zdaj se mi zdi, da sem začel baviti tudi z dizajnom. Ker imam pun kufr vseh teh dizajnerjev, vse jim poveš, vse jim staviš, pa čakaš, pa uno, razumeš. Ja, to je iz teh punk-rockerskih časov, do it yourself, razumeš. Kaj sem, ne? Mi smo takrat, naprimer, delali reggae komatne. In ni izpadel v regiji, ampak po enem petku rekel, pa čakaj se tolo, pa če zanimivo, da je tak, razumeš, nismo pol tak komadali, ker nobenemu drugemu ni podobno. Ampak hodili smo pa regiji, pa nam ni ratalo, ampak nam je ratalo nekaj čisto zanimivega. Je pa v vašem delu seveda zelo pomembna psihologija, ne? Vi vse skozi morate delati z različnimi liki, različnih čednosti, ne? Ekstremov. Nekje mislim, da ste rekli, ne? Da je treba z igralci kot z otroki, z enimi na mehko, z drugimi na trdo. Ja, ponovno dejansko so, razumeš, igralci so zelo različni.
Razumeš? In tako kot otroke. Z enim moraš biti ošter, z drugim moraš biti, enega lahko sam pogledaš, enega sam pokimaš. Moraš ga imeti parat, ne? Ja, v bistvu mrti igralci, ne delam z igralci. Zato mi je žal, da mi dajo tako malo filmov za snemati. In če pogledaš pri meni, na primer Avcarji, ti točno veš, Sead Mola Kosanović, igralec mora biti lik, razumeš? Ne da ti gledaš Robert De Niro, ki igra tega, ampak ti moraš gledati lik, razumeš? In pri meni mi rata dam lik, ne? Razumeš? Ni naivna Čemetka, Bomba je zavedno, ne? Bomba je bombna, razumeš? Jernej Šugma je keber. To pogrešam, to se vidi, da tudi je padec v celi te... Kje je težava te slovenske filmsko-kulturne politike? Nekaj štartalo se kar ne, tudi finančno, zdaj pa zaostajamo krpko, ne, že za sosednjimi državami nekdanje Jugoslavije, ne. Zdaj se financira malo boljše, ampak prej je bilo tako, da so celo našo generacijo niso dali denarja. Pa se je Vinči naredil film, ki se je gledal, pol so prišla jaz pa Šterk, pa tudi pol so neki zanimivi filmi, razumeš. Mi bi mogli vsake 2-3 leta snemati normalno, ne pa da tam čakaš 7 let. Razumeš, pa meni so pisali za tretji film, ko so mi ga odbili na Stanje šoka, so mi odbili na filmskem centru in jaz to prevedem v angleščino, pošljem na nek konkurs in sem zbran na konkurs in pridem tja in so ljudje, razumeš, kaj dela s Spielbergom, s Coppolo, s Polanskim, z Odenbergom, z režiserji, Wendersom, razumeš, in jaz vprašam pri večeri Lorenzo Sempla Jr., to je gospod, ki je napisal 3 Kondorjeve dneve, pa Parallaxuju, pa napisal enega King Konga, napisal King Konga, pa Flash Gordona, pa James Bonda. Where are you from? Da je rekel, Slovenija, pa ni točno vedel, kaj je Slovenija, razumeš, pa me vprašal, your script is the best. Sem rekel, vprašam, koliko je bilo teh skriptov, ne? Prav 500. In tako te pa malo sezuje, razumeš. In to je bila šola, ki je ustanovil delavnica Sidney Pollack. In pol priješ s priporočili, kot ti napiše na priporočilu, delal sem za Spielbergom, Coppolo, Zemixom. In mislim, da delati z Andrejem ta tekst je ono, kot delati s temi mojstri. Oni ti odbijajo. Pa čakaj, kaj ne, naslednjič, vendar se dam na telefon, da bo poklical, pa da bo rekel, da je dober scenarij. In tam sem dobil vse neko samozavest, da znam pisati. To so ljudje, ki so profi, razumeš, ki so delali, vse filme smo videli. Kaj pa imate, recimo, vi zdaj trenutno, če ne bi bil finance problem, kaj si želite posneti, recimo, ne? Serija mi je zdaj izziv, pa imam ene 3 scenarije za filme, skozi nekaj pišem, nikoli ne veš, kaj bo. Režiser mora biti v kondiciji, ne da mu daš te dolge pauze, razumeš, pa ko prijem na svet sem prvi 2 dni, razumeš, vas preplašen. Drugo pa je, mora bi razvijati več različnih žanrov, pa predvsem, razumeš, se mi zdi, da Evropa je zelo šlo glede filmov. Bore malo res zanimivih avtorjev. Razumeš, takrat, ko sem jaz zgor rastel, ne, moja starša sta se ločila, ko sem imel 10 let in potem je oče mene pa brata vedno pel v kino v nedelo. Na Flipperju po kino. Tako da sem jaz tam od 10 do 16 leta videl, med 40-50 filmov v kino. In takrat se je v Ljubljani točno velik, v kjer kino bo šel. Gledate danes kaj Netflix, HBO, pretočno vsebine? Gledam malo Netflix, predvsem torrenti, razumeš, ker preden prije film do nas ga je že skinem. Neta gledam po 1-2 filma. Dnevno, mislim, začnem gledati. Če slab film, se jaz po 20 minutah vidim, je dober slab film, pa prekinem, ni treba, da vse gledam do konca. In moram reči, ta filmska kultura so v bistvu zgubila. Jaz se spomnim, kako bilo v Jugoslaviji, sem takrat me še srečal, sem kot srednje šolstvo, pa tudi prvi letnik, pa drugi letnik akademije hodil v Pulo. Oprosti, v Puli je bilo 50 novinarjev, tega je bilo mogoče 10 žutih, 40 je bilo pa resnih intelektualcev. Po filmi pred 15,000 ljudmi, ne, praktično. Ja, bilo je 15,000, to je bilo eno, tiskovne konference po 50 ljudi. Razumeš, in bila neka taka zdrava konkurenca in takrat, če pogledaš v 80 letih, kaj je bilo nagrajenca. Oni niso nagrajevali partizanskih filmov. Oni so nagrajevali resne avtore. Ne. Vedno je zmagal, kakšen Zafranović, Grlić, Karanović, Kusturica. Mislim, to je bilo to, jaz se spomnim tega, razumeš. Tega danes ne moreš primerjati. Sarajevski festival, pa to je Red Carpet, to jih zanima. V filmi nič ne zveš. Te sploh ni benga kritika tam, ki bi pisal vsak dan. Ti moraš brati Screen International, Hollywood Reporter, pa Variety, da veš, kaj igra. Na celem področju 22 milijonov ni enega kritika, ki bi resno pokril vsak dan vsaj en film. Andrej Košak, kot omenjeno, izhajate iz meščanske družine. Vaš dedek je bil pesnik? Ustrelili so ga Kotalca. Kotalca Italijani. On je bil pesnik, njegov mentor je bil Srečko Kosovel. Srečko Kosovel sem mislim 1 let pri nam hranil, ker mi smo imeli gostilno tam, ki je Hotel Lev, znamenita gostilna Košaki. Kasneje smo imeli gostilno na Čopovi, današnji Čopovi. In dedek je bil
pradedek je bil zlatar, ta je bil zelo veseljak, je vse zapil, ampak je otroke naučil živeti. Tako da od dedka brata sta bila pa Miro pa Martin, razumeš, oba dva. Mir je bil kardiolog, takrat najbolj znameniti v Jugoslaviji, ki je naredil prvo neko operacijo, 10-7 dal pa spet nazaj noter, pa Martin, ki je bil ortoped. Jaz se ne bi hvalil prav s tem mečanskim projektom. Malo pesniškega duha imate, ne? A to pa imam, ja, pa sem... Ne samo za besedila punk bandov, ne? Ja, to pa sem, v bistvu po dedku, ja. Mislim, z bratom sem bila, brat je bil športnik mlajši, jaz sem pa vedno umetnik. Kaj bi rekel, ja, ta mečanska kultura je izginila, noben ga ne vab domov, razumeš, ljudje se malo srečujejo. Ok, te nove generacije so itak čez avtne, te so sam še na telefonih pa kompjuterih. Ampak pogrešam to, da greš vsak dan nekam na kavo, da se srečaš, mislim, to od neko zdravo, razumeš. Jaz sem le nek urban človek, ne bom zdaj hodil v nekom predmestju tam v MBF. Uživate v Skopju, ne? V Makedonijo ste šli prvenstveno zaradi filma, pa ste se tam noro zaljubili in poročili, kar filmsko, ne? Kako je tam v Skopju, tam, kde večno sonce sja, ali kako že pa da Topič? Tako je, ljudje se več družijo, tam ta socialno življenje dejansko razgima, skozi te neki vabijo, vse rojstni dnevi, to, peto, če nekdo nekaj dobi ali pa karkoli, razumeš. Poleg tega pa restauracije so še vedno poceni. Vse ostalo v trgovini je kar tako, kot Ljubljana ni dobro cenejše, ampak restauracije so pa poceni. In ta družabno življenje, enkrat živiš, zakaj ne bi pa užival, moram trpeti. Mislim, če bereš ti Cankarja, da vidiš, da tudi takrat so hodili, da umetniki trpijo. Pa čakaj, pa mi smo edina država, kjer hoče, da umetniki trpijo. Da pa boš delal. Mislim, v tujini, razumeš, drugo moš pa pogledati tudi malo zgodovinsko distanco. Pejt zdaj na cesto vprašaj, kdo je Anton Korošec. Pojma ne bojo imeli. Edvard Kadel, debel te bojo gledali, razumeš. Razen te, ki so držali, razumeš. Ampak ti neke slikarje, Cankarja, Prešerna, slikarje, arhitekte, Plečnika, to pa veš, razumeš, za nami bo ostali samo eni filmi, ene slike, ene knjige, ne bo, razumeš, te naši politiki, ki so zdaj vele pomembni, bojo nakratko omenjeni, če sploh bojo omenjeni. Morda še bogokletno vprašanje, ampak vseeno, morajo tudi še vedno mladostni, stari punksi razmišljati o penziji? Penzija, razumeš, mislim, razmišljati o penziji. Jaz se spomnim predstavljam, kako je biti v penziji. Tudi, ko bom v penziji, bom aktiven, razumeš. Meni je bil nek ideal, mi je bil, ko sem videl John Hustona, ki je še takrat, ki je imel masko na obrazu, režiral film The Dead po Joyceu in je naredil genijalen film, razumeš, tako da do konca. Do konca. Mislim, zelo rad berem biografije te režiserjev, te igralcev in vidim, to so kreativni ljudje, razumeš, ne grejo v penzijo. V penzijo ne grejo, jaz razumem nekaj delavcev, da je zmatran, pa se želi v penzijo. Ampak režiserji pa ne, pa predvsem z leti dobiš po izkušnjah neko modrost, ne. In škoda, da pol ne izrabiš te modrosti, razumeš. Andrej Košak, mogoče malce filozofski zaključek, zakaj je vredno ostati optimist, oziroma če parafraziram mesecu maju primerno, zakaj je lepo v naši domovini biti mlad ali pa star? Ali pa kako bi rekel, tu imaš eno bistveno razliko med ljudmi, ki so živeli v tujini, pa ljudmi, večina Slovencev, ki jim tam dobacijo do Minhena, pa mogoče do Hrvaškega morja. Razumeš, prvo mora biti neka strpnost, drugo je pa pri nam sploh življenje ni tako hudo. Ne grejo malo pogledati, kako je živeti v Parizu, v Londonu, zelo kruto. Jaz sem živel v Berlinu, pa takrat je bilo še fajn živeti v Berlinu, ker je bil strašen pocen mest, danes je vse trikrat dražje. Če sem jaz takrat dal za garsonjero 600 evrov, bi danes dal stavž na 800. In tako da ta razmišljanje, kako je pri nam hudo, pri nam še vedno nimamo geto, razumeš, nimamo neki zombi parkov, da bi tam bili neki, mislim, življenje v Sloveniji je še vedno predvsej ugodno, je pa res malo dolgočasen, pa malo smo postali provinca. Ampak je vredno ostati optimist? Ja, optimist moraš biti, ne reč. Če ne narediš pa samomor, meni se samomor ne dela, ne. Tako, mislim, tudi, čeprav je neverjetno, če v šoli vprašaš Slovence ali pa še Nemce ali pa Angleže, a ste kdaj pomislili samomor? Imamo Slovenci strašno veliko tega, da samomor je nekaj zelo slovenskega. Ravno zaradi tega, ker ne znamo komunicirati, ker se ne znamo dovolj zabavati, ker smo po svoje malo zategnjeni. Tako da te pankarske časi so podprli prostor in mi nismo računali, da bojo take spremembe prišle. Ne. Mi smo samo odprli okno, da so se ljudje začeli pogovarjati, ker takrat prej so vsi tih pa preplašeni.
Tako da ni bilo nekih silnih Andrej Košak, najlepša hvala, da ste bili nedeljski gost na Valu 202. Kamo pa za na konc dal, gremo dati od Pankrtov z Dolgceta in nič se ne premakne. Gledam zasidrane jahte in čakam na brigadirski klic. Janez Gnilova spet pleše pred mano, življenje polno ljubezni, trave in ptic. Nič se ne premakne, nič se ne premakne, nič se ne premakne. Naprej, nič se ne premakne, nič se ne premakne, nič se ne premakne. Ala, začnimo zdaj. Poslušali ste podcast Nedeljski gost. Z režiserjem in scenaristom Andrejem Košakom sem se pogovarjal Luka Hvalc. Na podcastu srednjega tedenskega intervjuja Vala 202 se lahko naročite v vseh aplikacijah na vaših telefonih. Veseli bomo tudi vaših ocen, odzivov in predlogov za sogovornike. Zašto si takva? Kakšna? Lijepa.